Reporter Milan, sem tokrat nasledi, kot lahko slišite, precej hrupne resnice, namreč nahajamo se v avtomobilski delavnici gospoda Petra Zelenkota. Gospod Peter Zelenko, ki nas je razburjen poklical in odločili smo se, da damo priložnost, da pove svoje resnice. Gospod Peter Zelenko, najprej lepo zdrav. Če se pa ne motim, je vaš nadimek oziroma vaše tretje ime Mika. Ja, Mika me kliče prijatelj, ker imam srebrni avto. Lahko povem, kak je avto? Ne, gospod Zelenko, kar prosim, zakaj ste se razburili, ne bomo o avtih danes. Pa zakaj, jaz bom povedal, kak je avto manj, ker je to ful važno. Ne, ni, verjemte. Ja, pa to je na vseh, znači, ko sem dal v cajtnike, me oni tudi prečrte firma avto, jaz to ne manj verjeti, ker meni je to važno, ker so deli, dragi, ne? No, gospod Zelenko, boste povedali, prosim? Ja, kaj ne, v bistvu povem, jaz sem doma iz Brezja, tu me vsi poznajo, imam ekspres popravila, popravljam vse. V bistvu flikamo gume, pa do generalk, tudi kleparsko imamo zadaj, če Joža prije, ličar pa tudi 200 metrov stran. Ja, gre se za to ležeče policaje, ko so nam toti tu nasrali, gor na cesto prišoli. Te pa pišemo, ite 30, pa ko 30 pelješ prek, imaš 6 ur škode, vsakim avtom. To je tako visoko, je bil mast, jaz sem bil pri tankistih vojski, mi pred takih uvir vozili nismo. Nareji nekaj, daj znake, ali kaj, jaz ne vem, kaj se to dogaja. To je prva faza, to je ležeči policaji, druga faza, ne vem, bo neke redare namestili, tretja faza je, da bo streljali na nas. Vse to je nevarno. Zadnjice mi je modilo, po avtodele, glih sem bil zamišljen, tam sem neko dizo menjavo, mi nekaj ni šlo skup, je en avto cuko, ko svija, cel dan sem se drko z njim, zadnji so me 4-5 vrsti čakali, pa sem nazaj grede, ko sem šel z tervine, zadnji deli pozabo, pa sem še spelo prek. Pa to me je vrglo tako onega, mladega, kaj pije, tak Peterko našega. To me je vrglo enih 12 metrov. Ko sem dol, pa to je vse zružilo. To je vse zružilo. Ta sem prvo onega, pol pa svojega še, da sem mogel vse spodi glihat. Ker pri mojem avtu imam zdaj povedal firmo. Ne. Ja, res povedal firmo. Ne, tem pa povedal, ker imam šnicer, ker imam felne, sem dal za 700 mark. Vete, kakve so zdaj? Kot da bi otroci skup delali. Je bejo, imam po pol kila, imam oni uteži, da mi ravno gre. Ja, no, gospod Zelenko, res sočustvujemo z vami, to je res katastrofa in se zavedamo tega problema, čas je bil, da ga predstavimo tudi javnosti. In kaj boste zdaj naredili, gospod Zelenko? Ja, prvo bom povedal, kak je avto imam. Ne, to... Pa jem povedal, kak je avto imam. Prosim, ne, gospod Zelenko, pustimo avto. Ne, ker to je ful važno, ker mi je to je ful važno, res. Ne gre vse skup nekam. Prekletna kurn vela, koliko 700 mar sem dal za njo zaradi totih ležečih prascev. Kaj je to? Kaj ste nori vi malo? In to vam povem, zato pa smo šli po noči v akcijo. Tu sem jaz 3 zbral krampe, pa smo celega gor ruknili ležečega policaja, možda smo se fajn nažrli, še fajn je bilo, ker je on rekel, kak je fajn pa policajih tuč, 2 pa smo pa v beko cekali. Kaj ste nori, ali kaj? Ja vam zdaj povedal, kak je avto imam zaradi tega. Pa ja vam povedal, kak je avto imam. Gospod Zelenko, prosim, dajte se umiriti, ne boste povedali, kak je avto imate, ampak vas ni strah posledic, zdaj to je bilo v bistvu poškodovanje javne lastnine. Čujte, posledice so lahko samo take, da bo oni nam vse skup plačali. Kaj ti vi mislite, tam piše omite 30, če ti peleš 30 preko, malo zadnji ruži, jaz se pravi čujem, ker vidite, da že imamo gužvo, upokojenci vedno 5-6 zjutraj čakajo, da prijejo na vrsto. Čujte, ja zadnji se jaz tu 30 prek pelo, pa smo imel babico našo not, mojo mamo, mi pravimo pač babica, ko je pač starejša, zdaj ona se ni držala, bra je pripasana, samo vete, kak je pas v mojem avtu, zdaj tak povem, ne? Ne bo. Pas je v mojem avtu bolj labav, ker firma avta, to je pač taka, da je pas bolj labav, in ko sem jaz prek 30 zapelo, spet sem pozabo. Ko je babico v streho gor nabilo, z glavo, pa dol nazaj. Čujte, prišla smo domov, nič ni rekla. Jaz ne vem, babi, kak si? Je rekla ona, nekaj je jamrala, smisla je, zdaj počakaj prvo 2 uri, tako moram pelat. Prišla domov, gramofon, gor, ful na glas, one zvočnike, ko tako rešijo, vice Vukova, gor si dala, to, kaj se včasih sederla ko volk, no 2 uri. Mi smo samo čakali, da bomo mogli pelat. Pa spok pa pri mojem, jam zdaj povedal, kak je avto. Ne, gospod Zelenko, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, gospod Zelenko. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do prihodnič ne pozabite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Gospod Zelenko, ne boste povedali, no. Zdaj vam povedal, kak je avto. Moje avto je... Stop.